Ali ste vedeli, da v svetu danes je več mobilnih telefonov kot ljudi? Pred 10 leti smo vsi lahko brez njega živeli, danes brez njega ne moremo. Tudi v Sloveniji uporaba mobilnih telefonov strmo narašča in nekaj milijonov jih leži po predalih doma ali jih imamo v uporabi. Stare imamo pa pol doma za rezervo. Mislim, da jih imamo okrog 6. Danes vsak v Sloveniji povprečno zamenja to ljubko napravo mobilni telefon na leto in pol. 2-krat, 3-krat na leto. Približno na 2 leti. Enkrat na leto. Kaj potem z njim storijo? Dajo ga v predal in na njega pozabijo in mislijo, da bo še kdaj prišel prav. Če dela še, ga prodam, če pa ne dela več, ga pa doma v predalu imam shranjenega. Imela sem jih ene 3, pa mož pobere kakšnega, če mu on crkne. Niti ne vemo, kam smo jih zadolžili. Sve najbolj tragično je pa, ko to odvržemo kot običajen odpadek. Prav mobilni telefoni, ki končajo mogoče na smetišču, naredijo ogromno škodo okolju, zdravju in predvsem našim vodam. No, daleč najbolj nevaren odpadek je sama baterija. Ostale pa verjetno čepovje, pa pač hiše, plastika in te stvari. Gre pa za težke kovine, kadmij, svinec, ki škodujejo okolju. Kot so nikel, mangan, silicij, pač elektronske komponente. Mobilni telefon je zelo nevaren za okolje zaradi vsebnosti baterije in svečenega tiskanega vezja. Zaradi teh vsebin predstavlja grožnjo za okolje, predvsem za podtalnice in vode. Je bolje, da ga vrnemo operaterjem ali pa v trgovini imajo verjetno tudi kakšne te koše za odpadne telefone. Uredba o ravnanju z odpadno električno elektronsko opremo nalaga zavezancem, to so proizvajalci, pridobitelji in uvozniki te opreme, da na lastne stroške poskrbijo za prevzem, transport, odvoz, obdelavo in predelavo odpadne opreme. Ko je odslužen, poskušajmo ga reciklirati in prodajalci praviloma so dolžni odslužen mobilni telefon tudi sprejeti. Ljudi bi bilo potrebno ozavestiti o možnosti oddaje te opreme, pokazati, ki so zbirne točke. Če prinesete mobilni telefon v našo trgovino, ga bomo za vas reciklirali. Ne pristane v običajnih smeteh, kjer seveda je njegova nadaljna usoda neznana. Telefone prevzemamo brezplačno in jih razgradimo v 3 frakcije. Izluščimo ven tiskano vezje, izluščimo baterijo ter plastiko. Plastike sortiramo glede na tipe in jih potem naprej menjamo za nadaljnjo uporabo. Vsa oprema se po uredbi razvršča v 10 razredov. Govorimo o beli tehniki, hladilno-zmrzovalnih skrinjah, monitorjih, zabavni elektroniki. Mobilni telefoni so samo vrh ledene gore. Gre seveda za računalniško opremo, od tiskalnikov, od služenih notesnikov in podobnega. Razstavili ga bomo na vse posamezne dele in poskrbeli za to, da noben del ne bo končal tam, kjer bo naredil kakršnokoli škodo. To, da se reciklirajo, tega pa nisem vedela. Nisem že pomislila na to. Možnost imam sigurno stvar reciklirati, samo mislim pa, da se premalo to poudarja. Pač vedno je tako, da bi lahko bilo še več. Na splošno mislim tako, da tisti, ki je zaveden glede tega, ponovadi poiščeno. Kaj bi se dalo s tem narediti? Pridružite se akciji recikliranja telefonov za naše zdravje, za zdravje naših otrok in pa za čiste vode v Sloveniji.